Kulkal bidžiomo. Švaje, švaje. Vsak vas dočaka svoj dan, malo še. To je star arabski pregovor. Tudi mi na zahodu imamo enega. Bolj ko se stvari spreminjajo, bolj ostajajo enake. Pa je res tako? To opažanje francoskega novinarja iz 19. stoletja, Jeana Baptista Alfonsa Cara, ki ga je v tej stoletju ponovil tudi Bon Jovi v eni izmed svojih pesmi, se zdi, da zajema bistvo zadnjih tednov. Če povem bolj natančno in v kontekstu trenutnih dogodkov, bolj kot se stvari zaostrujejo, bolj ostajajo enake. Skoraj 2 tedna sta minila, odkar sta ZDA in Iran obnovila sovražnosti in zdi se, kot da se v resnici nič ne spreminja. A resnica je, da vsaka stran v bistvu poskuša ugotoviti, kdo lahko zdrži dlje od drugega. Iran ve, da ima v tej situaciji slabši položaj, zato vleče vse poteze in izkorišča vse cilje, ki jih ima, skupaj s svojimi posredniškimi skupinami, tistimi, ki jih lahko uporabi, uradnimi, kot so Hutiji. In potem so tu še druge posredniške figure, prek katerih manipulirajo z okoliščinami. To bom razložil v trenutku. Medtem pa je ena stvar jasna. Dokler ostaja cena nafte pod $100 za sodček, je čas na strani Združenih držav Amerike. Svetovno prvenstvo je končano, 250. obletnica je mimo. Te zadeve, zaradi katerih so Združene države Amerike do zdaj zadrževale ukrepanje, so mimo. Ostaja pa ena stvar – ameriške vmesne volitve. Do takrat povečan izvoz nafte, ki obide Perzijski zaliv in ne gre nujno skozi Hormuško ožino, pomeni, da ni potrebe po zaostrovanju. In ko bodo volitve mimo, se bodo, kot je obljubil Trump, odprla vrata pekla za islamsko revolucionarno gardo, IRGC. Nekdanji izraelski talec Ramon Rimun Kirštup to najbolje ponazori. Po izpustitvi iz ujetništva so jo tukaj videli, kako ponosno stoji in nekaj govori svojemu ugrabitelju. Ta teden ga je Izrael končno odstranil. In v intervjuju je Rimon razkrila, kaj mu je takrat rekla. Kul kel bidžiomu švaja. Vsak pes dočaka svoj dan. Počasi, počasi. In to je pravzaprav strategija glede Irana in njegovih posredniških skupin zdaj. Namesto enkratnega, odmevnega napada, ki bi lahko sprožil popolno vojno, so se Združene države odločile za strategijo ciljanega izčrpavanja, katere namen je pripeljati Iran za pogajalsko mizo, potem, ko so bile njegove najmočnejše strateške zmogljivosti na kopnem in morju že nevtralizirane. Načrt Združenih držav je izkoristiti 60-dnevno okno priložnosti, da popolnoma očistijo Hormuško ožino in nato, iz položaja popolne moči, dosežejo trajni dogovor glede jedrskega vprašanja. Tam, ko bo Teheran na kolenih, bodo prišli resnično strogi pogoji za ukinitev bogatenja urana. Če Iran ne pride za pogajalsko mizo, se bodo napadi nadaljevali. Medtem pa je ena stvar postala jasna. To je ameriška vojna. Vedno so bili tarča Irana in islamistov. V njihovih očeh so oni veliki Satan. Izrael, mali Satan, samo stoji na poti islamski želji po osvojitvi Bližnjega vzhoda. Tako se zdaj odvija pravi boj. Iran je bil nevtraliziran. Še vedno tekajo naokoli in lajajo kot stekov pes. Penijo se iz ust, zdaj pa so kastrirani in frustrirani. Združene države grozijo, da bodo sprostile pravo grožnjo, da bodo uporabile Izrael, če se Iranci ne bodo zadržali. Do zdaj smo se morali zadrževati v Libanonu in Gazi ter zadržati napade na Iran, ker so bile Združene države tiste, ki so imele glavno besedo. Torej Iran, kot sem rekel, uporablja vse svoje možnosti. Huti grozijo z blokado Rdečega morja, Hezbolahu pa naroča, naj na nek način prepreči možno rešitev napetosti v Libanonu s podkopavanjem prizadevanj za razorožitev, ki se začnejo ta konec tedna. In potem so tu še tisti, ki jih jaz imenujem pešaki posredniki, kot na primer J.D. Vance. Popolnoma je spodletel pri pogajanjih o memorandumu o soglasju, ker je verjel islamskim zaveznikom Irana, Katarju in Pakistanu na besedo, popolnoma nerazumevajoč, kako deluje islamska prevara. Ko se je prejšnji teden pojavil v podcastu Joeja Rogana, Vance ni omenil pravih težav, zaradi katerih je memorandum o soglasju propadel. Ni Iran tisti, ki zmanjšuje pomen in krši pogoje. Ni niti to, kar je imel Trump zapovedati o tem. To so, pripravite se, boben prosim, seveda Judi. Ponovno je udaril po Judih in med drugim trdil, da obstaja zarota, financirana s strani Izraela, da bi spodkopali njegova pogajanja z Iranom. Wow, ali ni to ravno popolno zanj? Ampak vem brez najmanjšega dvoma, da so bili ljudje znotraj izraelske vlade, ki so dejansko poskušali spremeniti našo politiko.
ker želijo nadaljevati vojaško kampanjo. Obstajajo nekateri ljudje v njihovem sistemu, za katere vemo brez najmanjšega dvoma, da manipulirajo in poskušajo spremeniti ameriško javno mnenje, da bi vojno ohranjali v nedogled. Spet, ne zaradi kakšnega cilja, ampak preprosto v nedogled. Med drugo svetovno vojno so sile osi uporabljale angleško govoreče napovedovalce, da bi spodkopale moralo zaveznikov. Posmehovali so se lastnim državam, poudarjali sovražnikove pripovedi, pretiravali s sovražnikovo močjo in skušali prepričati poslušalce, da so njihovi voditelji pokvarjeni, njihova stvar brezupna in njihov poraz neizogiben. Njihove oddaje so vedno sledile istemu vzorcu. Vaša vlada vam laže. Vaši voditelji so nesposobni. Vaša država je šibka. Sovražnik je močan in pravičen. Samo jaz vam govorim resnico. Predstavljali so se kot pogumni razkrivalci resnice, vendar je njihovo sporočilo služilo enemu namenu: oslabiti odločnost lastnega naroda in okrepiti roko sovražne tuje sile. Takrat sta bila to Lord Haha in Axis Sally. Danes sta to Tucker Carlson in Megyn Kelly. In zdaj, žal, tudi J.D. Vance. In če bi bilo le to, kot sem omenil prej, to je vojna Združenih držav. Zakaj potem toliko ljudi tega ne vidi tako? Da, deloma je to zaradi izolacionističnih teženj v Združenih državah. Za druge pa je to nameren poskus preusmeritve pozornosti stran od pravih krivcev za grožnjo v Zahodu. Ena od težav, ki jih imamo, je poenostavljanje politične razprave o vseh vprašanjih. Ne samo zaradi namerne politične taktike marksizma, ki se osredotoča na slogane za poenostavitev vzrokov z vzbujanjem čustev, ampak tudi zaradi samega bistva zahodne kulture. Eno je, ko to počnejo posamezniki ali celo mediji. Toda, ko so naši politiki vzgojeni, da pretirano poenostavljajo zapletena vprašanja, ima družba problem. Za razliko od evropske tradicije real politike, ki odkrito priznava cinizem in kompleksnost, ameriški način razmišljanja ponavadi poenostavi mednarodne zadeve v preprosto moralno dramo: dobro proti zlu. In ko se liki ne ujemajo natančno s tem scenarijem, se deli, ki ne ustrezajo, preprosto prezrejo. To je tisto, kar jaz imenujem hollywoodizacija diplomacije, osnovni način, kako zahodni voditelji in mediji pristopajo k vprašanjem. To še posebej velja, ko se ukvarjamo s kompleksnostjo Bližnjega vzhoda. Tako Zahod znova in znova napačno razume Bližnji vzhod. Mediji so po svoji naravi površinski. Družbena omrežja to še poslabšajo. Algoritmi nagrajujejo čustvene odzive, ne pa konteksta ali zgodovine. Ko ima 30-sekundni posnetek večji doseg kot dobro informirano poročilo, se lahko brutalni voditelji čez noč na novo predstavijo. Preprosto tako, da zamenjajo garderobo ali si pristrižejo brado ter natrenirajo nekaj stavkov v retoriki, prijazni Zahodu. To smo že videli. Jaser Arafat je klasičen primer. Po Oslu je bil oblečen v obleko, postavljen na trato Bele hiše in celo prejel Nobelovo nagrado, medtem ko je v ozadju še naprej financiral in spodbujal teror. Njegovi govori v arabščini so jasno pokazali, da je bil Oslo začasna taktika. Toda Zahod je to ignoriral, ker se ni ujemalo z moralno pripovedjo, ki si jo je želel. In danes vidimo enak vzorec pri Al-Jolaniju, nekdanjem poveljniku Al-Kaide v Siriji. Vojaško uniformo je zamenjal za krojene obleke, dajal intervjuje ameriškim medijem, igral košarko na igrišču in nenadoma ga predstavljajo kot pragmatično alternativo. Njegova ideologija se ni spremenila. Spremenila se je le njegova podoba. Ko zahodni diskurs vse poenostavi na močne proti šibkim, je Izrael, suverena država z moderno vojsko, avtomatično prikazan kot zlobnež, ne glede na njegovo dejansko ravnanje ali prizadevanja za dosego dogovorov. Medtem pa so skupine, kot so Hamas, palestinska oblast ali džihadistične frakcije, deležne neskončne popustljivosti, ker jih dojemajo kot šibkejšo stran. Raketni napadi, hujskanje, financiranje terorizma, zavračanje političnih rešitev. Vse to je izbrisano ali opravičeno kot odziv na okupacijo. Rezultat je moralna izkrivljenost. Izrael se presoja po nemogočih merilih, ki jih nobena druga demokracija ne bi bila dolžna izpolnjevati, med samo obrambo, medtem ko tirani in teroristi dobijo prosto pot, takoj ko se prikažejo kot žrtve. Bližnji vzhod ni hollywoodski film in siliti ga v hollywoodsko pripoved je nevarno za Izraelce, ki za to plačujejo s krvjo. Naloga Izraela ni le, da se pojasnjuje. Moramo razbiti to iluzijo resnice. To ni nič novega. Vedno smo bili tarča, vedno izgovor.
Zato danes v resnici celo cenimo tiste, ki nas sovražijo. Hvaležni smo vsem vam, tudi tistim bedakom, ki pišejo komentarje v komentarjih. Hvala, ker nas opominjate, česa ste sposobni narediti nam, na vaše izrojene vrednote, na vse, kar projicirate na nas, na preganjanje, ki ste ga povzročili našim prednikom, na pogrome, izgone. Tukaj v Izraelu smo postali malo preveč samozadovoljni, ko smo verjeli lažem, da bodo popuščanja zlu privedla do našega sprejetja. Da si v resnici želite rešitev dveh držav in ne našega uničenja. Spomnimo se, kako so nas od reke Donave do Atlantskega oceana sovražili, ker smo bili preveč judovski, preveč asimilirani, preveč bogati ali preveč revni, preveč neodvisni, preveč odvisni, preveč karkoli si lahko izmislite o nas, samo da bi vas spravili ob živce. Toda zdaj smo nazaj v Izraelu in sposobni narediti to, česar 2000 let Judov ni moglo. Vse to me pripelje do dveh judovskih koledarskih dogodkov ta teden, ki sta povezana z našo sedanjo resničnostjo. Najprej smo v sredo obeležili Tiša Beav, 9. dan hebrejskega koledarskega meseca Av, dan, ki zaznamuje sovpadanje številnih tragedij judovskega naroda, najpomembneje pa uničenje obeh naših templjev. Toda biblični zgodovinar Nathaniel Allison je pred kratkim zapisal, da je pravi vzrok judovskega izgnanstva in najbolj brutalen poskus izbrisa judovske identitete pred moderno dobo dejansko nastopil 65 let po padcu drugega templja. To se je zgodilo med uporom Bar Kohbe, ko je judovski narod obupano zadnjič poskušal obnoviti svojo neodvisno državo po rimski uničitvi drugega templja leta 70 našega štetja. Tudi to se je zgodilo na tisti strašni datum, 9. dan meseca Av. Ko je ta upor propadel, rimski cesar Hadrian ni kaznoval le upornikov. Poskušal je popolnoma izbrisati in uničiti njihovo kulturo ter fizično prisotnost. Rimski zgodovinar Cassi Dion poroča, da je bilo v bitkah pobitih več kot 580 tisoč Judov, nešteto drugih pa je umrlo zaradi lakote in bolezni. To je bilo grozodejstvo, večje od padca templja. Na Tiša Beav je padla zadnja judovska trdnjava v deželi Izrael v tistem času, mesto Betar. Na Tiša Beav so Rimljani dobesedno zorali Jeruzalem v prah in na ruševinah zgradili pogansko mesto, Aelia Capitolina. In da bi zagotovil, da bo judovska povezava z deželo popolnoma pozabljena, je Hadrian odvzel ime Judeja in regijo preimenoval v Palestino. 18 let se je to vsiljeno ime obdržalo. Izgon se je začel, ker je imperij sistematično poskušal prepisati zgodovino, poenostaviti pripoved in izbrisati identiteto našega naroda z njegove zemlje. Toda zgodovina ima dolg spomin, tako kot ljudje Izraela. Po skoraj 2000 letih je bilo starodavno ime obnovljeno z rojstvom države Izrael. Ker cionizem ni le ideja, zanj se je treba boriti. In to nas neposredno pripelje do tedenskega odlomka Tore. Odlomek se začne z enim najbolj srceparajočih prizorov v Svetem pismu. Mojzes prosi Boga, ga roti, naj mu dovoli prečkati reko Jordan. Uporabi besede. Dovoli mi, prosim, da grem čez in vidim dobro deželo. Mojzes je vedel, da ne bo vodil Izraelcev v obljubljeno deželo, a njegova najgloblja želja je bila, da bi lahko vsaj stopil na njena tla. Ko pa Mojzes pregleda zgodovino, zakaj tej generaciji ni bilo dovoljeno vstopiti v deželo, se pojavi pomembna lekcija. Ugledni biblični učenjak Rav Uri Šerfki izpostavlja ključno razliko med tem, kako sta Mojzes in Kaleb ben Jefune reagirala, ko so se ugledniki prvotno vrnili s strašljivimi poročili o deželi Izrael. Kaleb je stopil naprej z neomajno odločenostjo in izjavil: moramo iti gor in jo osvojiti, kajti zagotovo jo lahko premagamo. A Mojzes je izbral drugačen pristop. Ljudem je rekel: ne bojte se, Bog se bo boril za vas, tako kot se je za vas boril v Egiptu. Rav Šerfki postavi presenetljivo vprašanje. Zakaj je Mojzes samodejno obljubil čudeže? Vstop v deželo Izrael bi moral biti prehod v tisto, kar naj bi bilo naravno. Svetost Izraela naj bi se razkrivala skozi običajna človeška prizadevanja, ne pa skozi nadnaravne posege. Čudeži so rezervni načrt, kadar smo prešibki. Toda dežela Izraela zahteva, da stojimo na lastnih nogah. Ker je Mojzes presodil, da je narod prešibek za naravno vojno, se je Božja jeza razplamtela in tisti generaciji je bil prepovedan vstop. Komentar ravija Urija Šerfkija razkriva temeljno resnico. Dežela Izrael ni mistično darilo, ki bi padlo z neba po zaslugi čudežev.
To je resničnost, ki jo je treba usvojiti in vzdrževati s človeškim delovanjem, naravo in pogumom. V nasprotju s Kalebovim proaktivnim stališčem moramo iti tja in jo osvojiti. Z Mojzesovim zanašanjem na Božjo intervencijo. Bog se bo boril za vas. Rauscher Wiki to pokaže. Končni cilj judovskega naroda je izstopiti iz puščavske dobe odvisnosti in vstopiti v naravno dobo prevzemanja odgovornosti za lastno usodo. To je bistvo sionizma, natančen odgovor na poskus rimskega cesarja Hadriana, da nas izbriše na Tiša Beav. Hadrian je verjel, da lahko z oranjem Jeruzalema in spremembo imena v Palestina trajno prekine judovsko zgodbo. 18 let v izgnanstvu smo jokali, molili in čakali na čudež. A današnji sionizem je trenutek, ko je judovsko ljudstvo utelešalo Kalebovega duha. Zavedli smo se, da dežele Izrael ne osvojimo tako, da čakamo, da se morje razdeli. Osvojimo jo, ko si prizadevamo, da jo obnovimo, zgradimo, da dokažemo, da smo vredni, da jo naselimo s svojimi dejanji, svojimi žrtvami, svojo suverenostjo. Ko vstanemo in se borimo za njo, si jo zaslužimo. Narod, ki se odloči aktivno oblikovati svojo usodo, se boriti za svojo zemljo in ostati trden s pričo zgodovine, je narod, ki ga ni mogoče izbrisati. Sem Daniel Siman, hvala, da ste se mi pridružili tukaj na JNS TV v Jeruzalemu, Izrael. Šabat šalom in se vidimo spet naslednji teden.